V 30 letih se je naše vsakdanje življenje in poslovanje do dobra spremenilo, veliko bolj digitaliziralo in lep primer tega je, kako se je spremenilo poslovanje tudi v bančništvu. Na primeru 30 let starega kontaktnega centra, ki je danes veliko več, bomo pogledali, kako je digitalizacija vstopila v naše vsakdanje življenje. Z nami je Mirela Miškič, direktorica NLB kontaktnega centra. Dobar dan. Živjo, dober dan. Spomnimo se, pred 30 leti ni bilo mobilnih telefonov, ne vsekakor v takem obsegu. Poslovali smo še s čeki, papirnati izpiski, poslovalnice, nič takega. Kaj se je zgodilo pri vas pred 30 leti? Kaj ste naredili novega takrat? Ja, 30 let nazaj v bistvu je ena taka naša manjša ekipa sodelavcev, nadobudnežev, že takrat inovatorjev. Zvedela sem, da v bistvu niso bili po naključju sestavljeni v ekipo, ampak pravzaprav čist po ključu, glede na njihove kompetence in izkušnje in pa pač neka pričakovanja vezano na samo idejo. In takrat v bistvu so oblikovali Teledom, so temu rekli, to je bila prva takrat telefonska banka, ideja je prišla iz tujine in naši so jo takrat takoj zagrabili in spravili v življenje. In takrat je bilo to v bistvu nekaj nadinovativnega. Tudi stranke takrat so zelo dobro odreagirale. Velikokrat znamo trg ali pa stranke podceniti, ampak že takrat so bile pripravljene ali pa v bistvu se mi je zdelo to tako zelo udobno, poklicati od doma in nekatere stvari urediti z banko. Kaj je bilo takrat mogoče narediti v Teledomu? Poklical si v bistvu banko, in na podlagi gesla, na podlagi identifikacije si lahko zvedel, kakšno imaš stanje na računu, lahko si plačal položnice, take osnovne stvari, ampak takrat je bila to v bistvu revolucija. Glede na to, tako kot ste rekel, da so bili ljudje v vrstah v banki, v poslovalnicah, da so bile knjižice takrat še aktualne, da smo poznali tak način poslovanja, ogromno valut še, pač drugače kot je danes. In to je bil en tak prvi korak v to, kar pač smo danes. Omenili ste že takoj ob začetku je med komitenti bil kar dober odziv. Kolikšen odstotek vaših komitentov se je recimo odločilo uporabljati vsaj občasno Teledom v teh letih? V bistvu so bili te koraki, ne morem reči mehni, so bili taki, v številu ni bilo veliko komitentov, vsaj ne na začetku, ampak tisti, ki so se odločili za Teledom, so imeli pa izjemno dobro izkušnjo. Tako da na podlagi potem teh izkušenj smo pridobivali komitente in mislim, da je bila zadnja številka nekje okrog dobrih 100,000 komitentov, ki je pač uporabljalo redno Teledom. Teledom je bil lansko leto ugasnjen. Prideva do tega? Prideva do tega, okej. Ampak tako od prilike pač taka številka. Uvedba Teledoma je naredila tako bomo rekli, v ozadju en tak zelo velik premik in namreč s Teledomom nismo bili več vezani na poslovne čase. Teledom je bil dostopen 24/7 in ta filozofija stalne dostopnosti je v bistvu od takrat samo še rasla. Zakaj je Teledom lani prerasel sam sebe, bomo rekli? Zakaj je prišlo do tega, da ste se odločili, da ne izpolnjuje več svoje vloge? Ja, v bistvu ta princip vsekanalnosti,
pristopi do banke so se povečali. Ne? Kanalov je več, te kanali so, tako kot ste lepo pač povedali, dostopni za naše stranke 24/7 in ne samo virtualni, goli digitalni kanali, ne? V tem smislu, da pač lahko pošljem sporočilo banki, pa da mi morda neka avtomatika odgovori, ampak tudi v bistvu mi imamo ljudi v zadnji, ki pač so dostopni 24/7 preko telefona, preko videokanala. Videokanal je naša največja konkurenčna prednost, ker ti lahko dejansko 24/7 pritisneš na kamerico, če si recimo v mobilni banki klik in dobiš pač bančnega svetovalca, kjerkoli na svetu ste, se vam to zgodi in pač uredite lahko praktično s našim svetovalcem vse, razen pač težko boste najel hipotekarni kredit ali pa ne vem, uredil neko tako resnejšo naložbo v... Vse, kar je negotovinskega se da, ne? Vse, kar je negotovinskega, vse, kar je pač sklepanje depozitov, nakazila, plačila. Varčevanje, gotovinski krediti, osnovna življenjska zavarovanja, praktično vse, kar je nekega takega enostavnejšega dnevnega poslovanja z banko in ne zahteva nekega resnejšega finančnega svetovanja in vpogleda v neko pač finančno sliko. Zdaj se moramo dotakniti vsaj bežno ene druge teme, zaradi katere se pojavljate pogosto v medijih. Namreč mi mladi nam sodobne tehnologije ne predstavljajo nekega izziva. Obstajajo pa seveda tudi druge skupine uporabnikov, recimo upokojenci, pa nočem jih podcenjevati, ker nekateri upokojenci so zelo digitalno pismeni, ne smemo delati posploševanja, ampak so recimo določene skupine, ki so še vedno odvisne, bom rekel, od osebnega stika, od poslovalnice, od Teledoma, ne nazadnje. Kako naslavljate te uporabnike, te ranljive, ni prava beseda, te skupine, ki morda zahtevajo malo več osebnega stika? Tako lepo ste v bistvu to vprašal, pa povedal. Ljudje smo različni, tudi po segmentih, po starostih, ni tako enoznačnega odgovora, pa enoznačnega vedenja. In naša banka se absolutno trudi maksimalno priti naproti vsaki stranki v tem smislu, da ko zaznamo, da je nekdo manj digitalno pismen, pa v bistvu pokaže interes, da poskušamo ga naučiti, olajšati, predstaviti, ker pač vsaka sprememba predstavlja za človeka ponavadi najprej odpor in strah. Od neznanega. Od neznanega, tako. Spet na drugi strani imamo pa stranke, ki pravzaprav so čist digitalne, ali pa nimajo težave z uporabo digitalnih kanalov, ampak kljub temu jim je pa fizični stik z nekom ljubšim, jim predstavlja varnost, radi poklepetajo z nekom, in tudi to absolutno, se pravi, pa vsi naši sodelavci v poslovalnicah, poslovalnic po Sloveniji imamo kar nekaj, naši svetovalci tam so dostopni pa za ta fizičen stik. Tako da, kot sem rekla, je pa res, da če dali bolj, pa ljudje imamo izziv s časom, in potem, če je nekaj omogočeno prek telefona, zdaj smo to že navajeni, ne samo, ko je vprašanje v bančnem svetu, v bančni industriji, praktično imamo na telefonu vse, od tega, da do zdravnika prideš, hrano si naročiš, ne vem, in tudi banko imaš v žepu, tako da ni to več tuje. In tudi enostavno ta digitalizacija gre bistveno hitrejša. Nekje naših strank je digitaliziranih, če lahko temu rečem, dobrih 60%, in to je zelo lep odstotek. Potem pa razlika je pa pač, so pa še segmenti, tako kot ste sama opazili, pa ne samo seniori, tudi v tem segmentu moram
moram povedati, ker se veliko ukvarjamo s tem, prav mi iz kontaktnega centra, gremo na teren, jih povabijo k nam v izobraževalni center, imamo manjše skupine, delamo 1 na 1 in pokažemo, naložimo klik, poklikamo za njih, pokažemo, kako se položnica slika, tako da je to zelo enostavno in so navdušeni. In tudi v bistvu smo bili tudi recimo v domovih za ostarele, pa smo pokazali, kako je to ne tako zahtevno, ne morem reči, da enostavno, ker seveda za marsikoga ni. In se tako zanimive zgodbe, so različno vešči, nekateri celo bolj, kot si mislimo. Tako da Nekateri mediji so delali veliko zgodbo, bogi ljudje v silnici, zdaj, ko ni več poslovalnice, pa take. Kako recimo te odročne kraje rešujete? Mogoče kakšen odročni kraj se najde tudi, mogoče niti nima zadovoljivega interneta ali pa mobilnega signala. Kako potem? Vi imate tudi, ne vem, koliko je to z vami povezano, ampak vi imate tudi potujočo enoto. Ja, tako je. Točno to sem v bistvu želela povedati. Imamo mobilno banko, in naši kolegi, mobilni bančniki. Dobesedno mobilno. Dobesedno mobilno banko. Imamo tako potujočo banko mislim, da je na 4 kolesih tist, tako tovornjak ali ne 6. No, zato sem se ustavila pa pomislila. No, skratka, ampak dobesedno potujočo banko, gor so kolegi, mobilni bančniki, z vsemi potrebnimi znanji in kompetencami, da speljajo... Pa celo hipotekarno posojilo. Absolutno, zato sem pa ta del tako zelo poudarila, ker znajo postrežiti od najbolj osnovnih bančnih stvari in storitev do v bistvu najbolj zahtevnih, tako da na tak način rešujemo te stvari. To pride, vsake 3 mesece pride v tiste kraje, za katere ste ugotovili, da je tako, potreba. Po nekem določenem urniku, po vpraševanju. Ki je znan, ki je objavljen. Absolutno, objavljen, tako da so se ljudje oziroma naše stranke tudi na to navadile. Kakšen je pa tam odziv? Pravzaprav zelo pozitiven. No, tako, različno moram reči, obiskan tudi, Na različnih krajih. Na različnih krajih, tako različno povpraševanje, deva to tako reči. Ampak, če se vrnemo spet na to mobilnost in digitalizacijo, včasih se mi zdi, smo ljudje potem majčkeno tudi na nek način prisiljeni, se hitreje izobraziti ali pa hitreje začeti nekaj uporabljati, če nam je nekaj odvzeto. Seveda to ni bil namen, ampak različno rešujemo. Se pravi, imamo bankomate, imamo mobilno banko in ne nazadnje, to, kar je najna današnja osrednja tema, banko pravzaprav v telefonu in na klik kamere imate bančnika 24/7, vidite na video kanalu. Teledoma ni več z imenom, ampak še vedno vi imate videoklic. Teledom je v bistvu... Praktično funkcionalnosti niste umaknili ste institucijo Teledoma. Tako je. Jo pravzaprav razširili, nadgradili z vizualijo, prej bil samo glas, danes je še pač nekdo, ki je na drugi strani podoba. In praktično danes je banka v vsakem domu, če želimo pač to tako videti, kar je veliko več kot pač, ne vem zdaj, če rečem tudi sama poslovalnica fizično prisotna z nekim omejenim delovnim časom. In mi smo prepričani, da v bistvu je to nekaj, kar je za naše stranke samo plus, konkurenčna prednost, za njih pa udobnost in ugodnost, ko pač po napornem dnevu prideš domov, se zrihtaš, se zlekneš v kavč recimo, in se spomniš, da pač bi mogel pa še na banko, pa ti ni uspel, ampak nič za to, greš lepo v klik ali pa na spletno stran, zdaj, če je to klik, je to že prepoznana stranka za nas, in je veliko bolj elegantno tudi za stranko, tako za banko, ali pokličeš, ali pa se pravim na desni strani samo klikneš kamerico in si v virtualni banki, na drugi strani imaš
dobesedno bančnika, ki se s tabo pogovarja ob kateri koli uri in pač urediš vse. Tudi če je to, ne vem, osebni kredit za nakup osebnega avtomobila, naslednji dan in je to pač rešljivo. In ker je dostop prek mobilne oziroma spletne banke, s tem je že upravljala identifikacije, navadne račune, nobenih kazanj osebnih izkaznic, nič več. Svetovalec že ve, s kom ima opravka, še preden se zveza vzpostavi. Točno tako. Predvidevam, da je velika večina opravil, ki jih upravljate v kontaktnem centru oziroma prej Teledomu, bila precej rutinska, precej preprosta. Sem pa tudi prepričan, da ste zagotovo imeli opravke tudi s kakšnimi nenavadnimi željami, pričakovanji uporabnikov. Prepričan sem, da ste morda v kakih izrednih razmerah v kontaktnem centru imeli še kakšne posebne zgodbe, da ste morda naredili nekaj več ravno zato, ker ste bili na telefonih. Mogoče delite kakšno tako posebno zgodbo, kakšen tak nenavaden trenutek iz dela kontaktnega centra. Posebna zgodba je bila sigurno obdobje COVID-a. To je pač nekaj, kar je bilo, jaz mislim, da za to banko po teh 30 letih pravzaprav najbolj posebna. Zdaj, če temu tako rečemo drugače. Moram povedati, da življenje v kontaktnem centru je iz dneva v dan posebno. Gre za v bistvu eno najbolj dinamičnih področji v banki, pa verjetno ne samo v bančni industriji. Lahko si predstavljate, jaz ponovadi rada to ponazorim ali pa primerjam tako, tako kot ponavadi, ko vidimo v filmih, ko pokažejo sceno iz neke ameriške borze, kjer pač ves čas se v vsakem trenutku nekaj dogaja, ljudje hodijo en mimo drugega, se pogovarjajo, na trenutke kdaj tudi začnejo dreti veseliti in tako naprej. In enaka zgodba je pri nas, ko je pač enostavno ves čas nekje med 60 do 80 ljudi na kontaktih, na dnevnem nivoju opravijo nekje med 70 pa 100 kontaktov. Vsak naš bančnik, na različne teme, ker so pač tudi različno specializirani in v bistvu ves čas se med sabo tudi pogovarjajo in sprašujejo ali pa potrebujo neko dodatno informacijo ali pa se zgodi, ne vem, da recimo nek sistem dol pade, ker to se tudi zgodi. Pa vsi klika, to dela, to ne dela. Recimo ali pa kaj pa vem, 18 je en tak dan, ko so trajniki in takrat vemo, da bo pač nor dan, ljudje sprašujejo na različne teme. Skratka, zato hočem povedati, da pri nas je vsak dan poseben, kakorkoli se želiš prepraviti, pa reči, obvladam urnik, priješ v službo in se zgodi nekaj, kar je pač nepredvidenega. Bo pa drugače vprašal, kaj je bila kakšno tako nenavadno vprašanje, da ne rečem vesoljsko vprašanje kakšnega uporabnika, kakšno čudno pričakovanje. Mislim, prav vesoljskega vprašanja. A vas zdaj kličejo za to, da se malo pogovorijo? To pa ja. A ste tudi malo psihologi kdaj? Velikokrat da. No, če se vrnem, ker nisem zaključila posebne situacije COVID, tako da to je nekaj, kar je bilo posebno, to je nekaj, kar je pač za sabo potegnilo tudi neka vesoljska zanimiva drugačna vprašanja in tudi neko določeno mero, če se lahko tako izražam, psihološkega momenta, ampak vsi poklici, ki pač zahtevajo ta odnosni nivo s strankami, pač ali pa ko si v vlogi svetovalca na katerokoli temo, je tu vedno neka določena mera psihologije prisotna. Zakaj COVID? Mi smo kar naenkrat v bistvu iz 2000 klicev, 3000 klicev na dan prišli na 5, 6, 7, 8 tisoč klicev, ki je bil rekord na dan. Potem je malo pojenjal, ampak danes smo nekje na 5000. Se pravi, COVID nam je prinesel še enkrat več kontaktov. Ljudje so se navadili. In to naučili so se, premaknilo jih je. Točno to. Tako da, kako že rečejo, vsaka stvar na prvo žogo, seveda je bil COVID nekaj groznega in si absolutno nihče ne želi, da se kaj takega spet ponovi. Ampak je ljudi pripeljalo do tega, da so poskusili nekaj, kar je mogoče zaradi obdobja prej ni padlo na pamet. Res je. Tako da to je bila za nas posebna situacija. Ljudje smo pa tako najbolj interesantna in zanimiva bitja in mislim, da človeška domišljija nima meja. Pa bom tako odgovorila na to vaše vprašanje, če je bilo kdaj kakšno vesoljsko vprašanje. Dostikrat se režimo.
ko naše stranke vprašajo, kakšno tako, ali pa kaj pobiksajo, ampak vse zato smo pa mi tam, ne. Vse ljudje nismo seznalci, nekaj, kar je nam domačega, je vsem ostalem tuje, ne. To je dostkrat, ne, svojo ekipo se rada okoli tega pogovarjam. To je tako, ne, ko greš zdravniku, vsemu zaupaš, ne, ponavadi, ko prebere, ko napiše diagnozo ali pa predpiše recept, bolj, ko berem, manj razumem, ampak zaupam, ne, in enostavno je v finančnem svetu, tako da, ampak saj ni vesoljskih vprašanj, zato smo mi tudi, da jih rešimo, ne, in da našim strankam pomagamo, jim odgovorimo. Finance so le ena pravzaprav najbolj intimnih stvari, ne, vsakega posameznika, ne, jaz vedno Za zdravjem verjetno takoj. Točno to, ne, se pravi, malo zdravje, ne, potem jaz rečem, ne, hrana, pijača, jedača, ne, to pač kar, se pravi, nekaj, kar, ne, in potem so finance, ker gre pa za eksistenco, ne, ki je povezana s tem prvim dvema. In bi si želela, no, da pravzaprav vsi, ki smo v tej industriji, razmišljamo na tak način. Ker potem ni neumnih vprašanj, ni vesoljskih vprašanj in ja, potem ta industrija zahteva, ker je eno tako veliko mero in psihologije in vsega, kar paše zraven, ne. Ker pač v končni fazi danes smo ljudi na srečo ali pa nesrečo, ne, pač odvisni od tistega, kar imamo na računu, tistega, kar bomo privarčevali, ne, zase, za svoje potomce. In je prav, da pač se tega vsi tisti, ki smo v tej industriji, zavedamo, ne, da smo pravzaprav soodgovorni na nek način za sedanjost in prihodnost naših komitentov. Omenili ste zdravnike, omenili ste psihologe. Ja. Zdravniki se pogosto srečajo z neprimernim vedenjem bolnikov, se pravi agresija, nevljudnost, fizični napadi. Dobro, vi v kontaktnem centru ste na varni razdalji, pa ni fizičnih napadov, ne? Ampak koliko imate težav recimo z neprimernim vedenjem med klici, da so recimo stranke agresivne, nevljudne, žaljive? Koliko imate tega? Pa vam moram povedati, da Ljudje so včasih lahko zelo neprijetni, če se jim zdi, da ne dobijo nečesar, kar jim pripada. Ne? In takrat grejo amplitude malo navzgora, ne? In besede se mogoče... Koliko imate težav, izkušenj s tem? Je res. Seveda se zgodi, seveda se zgodi, ampak bom poskušala odgovoriti prek nekih dejstev, ki jih poznam. In sicer mi za vsak kontakt poskušamo pridobiti neko povratno informacijo o izkušnji stranke, ki jo je imela z nami. In to merimo pač v bistvu v dveh kazalnikih. En kazalnik je zadovoljstvo stranke z našim svetovalcem in drugi kazalnik je pač NPS, Net Promoter Score, se pravi, kjer pač stranko tudi vprašamo, ali bi pač našo banko priporočila naprej. In glede na rezultate, ki jih imamo, ki so pač v bistvu nekako zelo lepi, da pač zdaj ne operiram številkami, na podlagi teh dejstev lahko rečem, da je tega zelo, zelo malo, ker tudi zaupajo potem komentarje, se pravi, zakaj so imeli izkušnjo lepšo, manj lepo ali pa pač bi si želeli drugačno. Se pa pogovarjamo, če pride do kakšnega posebnega primera in eskalacije. In tudi to znamo zelo rešiti, na način, ker imamo kar nekaj usposobljenih sodelavcev, ki so zelo vešči za delo s strankami in komunikacijo s strankami, ki pač so v nekem posebnem ali pa drugačnem razpoloženju. Predvsem pa ne gre za razpoloženje, ampak ponovadi za situacijo, ki jih pripelje do tega razpoloženja. Za izražanje. Tako je. In potem nekako poskušamo te sodelavce, če lahko tako rečemo, uporabiti za to, da rešujejo potem te situacije. Na drugi ravni. Ja, res je. In iz izkušenj, ko je zahtevna stranka, ko je drugačna situacija, jo ponovadi težje reči tisti, ki je prvi vzpostavil kontakt, ampak ne tiste druge, ki prevzame. Če mogoče neposredno vprašam, a je kdaj kakšnega izmed vaših svetovalcev, kakšna stranka spravila v jok? Ja, tudi. So mi povedali, sploh recimo sodelavci, ki so 10, 15, 20, 30 let v kontaktnem centru. Pa jih še vedno kaj preseneti. Ja, absolutno. Ampak
spet se vračamo na to, saj smo le ljudje, a ne. In sej tudi, a ne, moji sodelavci imajo različne dneve, so v različnih energijah, razpoloženih dnevih, a ne. In ja, a ne, te preseneti in je reakcija potem takšna. Tudi, ja, so bile tudi recimo solze, ampak moram povedati, da tega je bilo precej manj, ne, oziroma zanemarljivo, tako kot me nekdo vpraša. Dejansko osamljeni primeri. Jaz moram priznati, da osamljeni primeri in sem vesela, da je temu tako. Bravo uporabniki. Ja, bravo uporabniki in bravo tudi mi, a ne, absolutno, ker pač se mi gre za vzajemnost, a ne, nekako, da potem pride do nekega takega rezultata. Stiki, ki jih opravijo uporabniki s kontaktnim centrom, so to, bom rekel, neodvisni dogodki ali se beležijo in na nek način prispevajo profiliranju stranke, da se jim lahko še bolj približate, recimo s kakšno ponudbo na svetom ali kaj takega. Skratka, Razumem. Če vas je nekdo 10-krat klical, ali imamo 10 vnosov nekje v profilu? Ja, razumem. Ja, seveda imamo, se pravi, uporabljamo sistem, ki beleži v bistvu zgodovino vseh kontaktov. Stikov, ja, vseh kontaktov. Na ravni posameznega uporabnika, bomo rekli. Na ravni posamezne naše stranke, komitenta, kar pomeni, a ne, da če ste včeraj, a ne, vi se pogovarjal z enim klientom, z eno stranko in je ta danes poklicala mene ali pa mi je poslala mail, ne, bom jaz videla, a ne, kaj sta se vidva včeraj pogovarjala. In je to vedno koristen podatek. Prvo, a ne, vidimo, koliko pogost uporabnik je, a ne, se pravi, za kakšno stranko. Včasih nekateri hočejo drugo mnenje, ampak vi že vidite, da je prvo mnenje bilo podano. Ja, tudi to se dogaja, ampak imamo pa tudi v bistvu čist komitente, ki pač enostavno zelo pogosto komunicirajo z nami, kljub uporabi mobilne banke, ne, ampak jim manjka ta človeška potrditev, dajmo tako reči, no, tista pika je ne zato, da pač potem... Znanka, ki dela na bančnem okencu, mi je povedala enkrat, da ena upokojenka pride vsak mesec, ko je plačilni dan, naredi dvig, pred njo prešteje denar in ga vrne nazaj. In pol ona reče, zdaj jaz vem, da sem dobila svojo pokojnino. Ja. So še taki tudi. Absolutno različno, a ne. Ja, tudi taki, verjetno res, a ne. Ko pač enostavno potrebujejo nek fizični stik, a ne, in z denarjem še vedno zato, da se prepričajo, da je tam, a ne. Ja, za nekatere je denar še vedno samo gotovina, ne, ampak je pa verjetno tega vedno manj. Vedno manj. Omenili ste 80 sodelavcev, ampak seveda različno razporejenih, koliko jih je recimo ali pa takole vprašam, kdaj največ klicev prejmete? Ali so kakšna sezonska nihanja, dnevna nihanja, kako se gibljajo te krivulje? Krivulje se tako, a ne, recimo na dnevnem nivoju je največ klicev nekje tam med 9 pa 11, potem se pozna čas kosila, a ne, med 12 pa 1 in potem spet tam nekje po eni, pol drugi uri pa tja do 3 ure, potem pa pač je krivulja navzdol, a ne. Potem pa tam nekje po 6 uri pa spet se majčkrat zviša, ko pač smo ljudje doma, a ne. In to je nekako neka naša stalnica. Potem imamo pa recimo zanimivost, da 18 ste rekli, da znam. 18 pač dan trajnikov, a ne, trajnih nalogov. Potem je recimo, če je deževen dan, potem pričakujemo več klicev. Ljudje imajo časa doma? Tako je, če polna luna, ne, najbrž ne rabva. Ne, vemo zakaj. Ja. Tako da ja, vse to vpliva na to, kaj se potem pač zgodi pri nas in kakšen dan bomo imeli. In koliko je recimo svetovalcev v nekem obdobju vrhne obremenitve in koliko jih imate ob 2 zjutraj? Ob 2 zjutraj je čudovito klicati, si hitro na vrsti. Ja, to je res. Ampak nekako naši sodelavci delajo v izmenah od 6 zjutraj, se pravi pridejo prvi, pa potem ob 12 pridejo tisti zadnji, zdaj ko pač, a ne, in pa tisti, ki delajo nočno, sta 2 v nočni. Tako da, čez cel dan razporejeni, glede na to, kar sem vam prej povedala, a ne, kako se klici gibljajo.
Nas je pa v kontaktnem centru zadnja številka zdaj le 112, plus nekje 15 študentov, ki nam konstantno pomagajo. Specializirani za customer care, se pravi ta support, servisni del, zelo močno ekipo tudi na prodaji, se pravi vse to, kar pač sem vam povedala, da lahko dobite tudi pri nas od kreditov, zavarovanj, limitov, skladov. Tako. Potem je ekipo, ki se pač ukvarja so naši interni mentori, za onboarding, za nove sodelavce, za obstoječe sodelavce. Ta v bistvu tudi multi-channel pa multitasking zahteva v bistvu tudi posebne skille naših sodelavcev. In je to nek never-ending story v smislu, da jih je potrebno ves čas spremljati kvaliteto, informacije, znanje. Tudi skozi stike se učite, neke nove okoliščine, nove zahteve, nove pričakovanja. Absolutno. Potem imamo posebno skupino ljudi, sodelavcev, ki se ukvarja s strankino izkušnjo, pozitivno in tisto manj pozitivno, se pravi s pritožbami, v bistvu za celo banko. Tako je ena taka zelo pisana družba in pa v bistvu v zadnjem letu smo formirali ekipo, ki pa je dedicirana za razvoj novih tehnologij. To je en tak tretji stream v industriji kontaktnih centrov, ki je pač nujno must, da je tako reči, za neko našo prihodnost, ker pač prihodnost kontaktnih centrov je v novih tehnologijah, v novih rešitvah. Tako da nekako se tako delimo, se pravi servis prodaja, strankina izkušnja in pa razvoj novih tehnologij. Ampak predn pridejo do prihodnosti, imam še dve kratki vprašanji. A ste vsi na isti lokaciji? Ne, na 2 lokacijah smo v Ljubljani, večina nas, potem pa v Murski Soboti imamo pa nekaj dobrih 20 sodelavcev. In obe lokaciji sta 24/7. Obe lokaciji 24/7 delujemo kot ena. In sistem seveda ob klicu pač to preusmeri na prvega prostega nekega dela lokacije. Absolutno, tiska je pač prijavljen. Drugo kratko vprašanje, ali lahko govorimo o tem, kdo je tipičen svetovalec? So to mlajši ljudje, starejši ljudje, bolj moški, bolj ženske, ali imamo vse? Zelo dobro vprašanje. Tipični svetovalec. Zdaj, kaj pomeni tipični svetovalec? Bom drugače vprašal. Najpogostejši svetovalec. Najpogostejši svetovalec, ali pa tako bom rekla, najpogostejši svetovalec v kontaktnem centru ta trenutek je nekdo, recimo, ki je imamo zelo barvano ekipo, čeprav prevladujemo še vedno punce. Mislim tako fanti. Pa taki, ki so recimo že prišli z okenca ali pa tako drugod, ali eni začnejo recimo... Ne. Je kar nekaj naših sodelavcev bančnikov, kar pomeni, da so izkušeni bančniki. Pa recimo, da so nekje okrog 5 plus let v kontaktnem centru, če se vrneva na tipičnega svetovalca kontaktnega centra. Kar nekaj sodelavcev imamo, zdaj, ko smo praznovali rojstni dan, 30, ki je tu noter 20-30 let v tej ekipi, in to je pač nekaj, kar povem kar s ponosom, si štejem to. Torej se čutijo pripadni? Absolutno. Glede na dinamiko dogajanja, na količino znanja, ki ga je potrebno absorbirati, ker mi smo pravzaprav ena stična točka, če si predstavljamo ta veliko križišče, nekje pač središče vsega dogajanja in vse gre preko nas, vse informacije, komunikacija, produkti, sistemi, vse, kar se dogaja. In je potrebno ogromno poznati večino naših sistemov, vse produkte, stranke, segmente, situacije. Tako da to je nekaj naš tipični. Se pravi, nekdo, ki je v povprečju 5 plus na banki, je še vedno prevladujejo punce, ženske, pa nekdo, ki pač
zna zelo multitaskati, ne, se pravi ta tudi uporaba različnih kanalov, hkrati hitrost, dinamika monituje oziroma mu predstavlja izziv, ne, in je v tem zelo dober. Tako da, evo, to je nekako. Pa da ne bi naredili napake, ne, ko govorimo o kontaktnem centru, seveda ne govorimo samo o telefonskem stiku, govorimo še o pisanih stikih. Absolutno. Se pravi, elektronska pošta. Elektronska pošta. Klasičnega verjetno dopisovanja ni več, ampak ne, je pa. Ne. Elektronska pošta, Viber pošta, Facebook. Torej družbena omrežja, komunikacijska orodja. Potem pa komunikacija, ki jo pač prejmemo tudi prek klika, a ne? Prek spletnega portala. To je to. Koliko recimo elektronskih sporočil pošljete dnevno? Imate kakšno oceno? Pa nekje zelo različno, ampak dajmo reči, da v povprečju nekje okrog 500. Kar ni malo. Kar ni malo, ja, ampak je še kar... Pa so isti svetovalci recimo in na telefonu in na pisni komunikaciji? Je dediciran, se pravi ena? Ja. Za pisno komunikacijo imamo prav dediciran tim. Tako se mi zdi, da je pisna komunikacija celo bolj zna biti občutljiva in zahtevna. Izgovorjena beseda morda uide tisto, kar je napisano, pa po letih bereš. Absolutno. No in tipični svetovalec na pisni so pa recimo 10 plus let v kontaktu. Se pravi Ja. Še bolj zglajeni, še bolj rafinirani. Tako je. Tako da je razlika, imamo posebno ekipo za pisno komunikacijo, tako kot imamo tudi v bistvu posebno ekipo sodelavcev, ki so na videoklicu. A ne, tudi zato niso enako vsi vešči, oziroma gre včasih tudi za moment, ko nekdo reče, sem rajš na telefonih, ne, mi ni to fajn, da se izpostavljam. Ne, tudi na drugi, na naši strani, kljub temu, da pač dela stranko, in se to potem tudi odrazi na performansu, tako da imamo zelo različne ekipe, ki so dobri na telefonih, a ne, video in pa potem pisna komunikacija. Prej ste rekli, Teledom ste lani ukinili, jaz bi raje rekel, prenesli ste njegove funkcionalnosti na vse drugo, ne? Ja, res je. Ampak zdaj pa res na prihodnost. A se upamo napovedati, se pravi 30 let, ki so se kontaktni centri obrnili na glavo, danes se pa še upamo napovedati, kaj bo čez 30 let. Ampak mogoče čez 5 ali pa 10 let. Kako mislite, da bo vaše delo drugačno, bolj, bom rekel, mogoče še obsežnejše? Kako razvijate, mogoče razmišljate o kakih novih načinih stikov z uporabniki? Kako gledate na prihodnost? Lahko kaj iz tega razkrijete? V bistvu osebno in poslovno na prihodnost gledam v bistvu z zelo veliko pričakovanj, z zelo velikega pozitivizma, kreativnosti in v bistvu mene osebno pač take stvari zelo motivirajo, predvsem, ko gre za neko mero negotovosti, a ne? Ali pa nekaj neznanega. Nekateri se neznanega bojijo, vas pa izziva. Ja, mene pa to, mislim, uživam, a ne, in to mi daje vedeti, da bo v bistvu tudi zelo veliko od mene odvisno od moje ekipe, koliko bomo agilni, kako hitro bomo osvojili, a ne, vse, kar nam prihodnost prinaša, daj nam določeno mero svobode, kar v bistvu je nam fajn. Kaj lahko še naredite za svoje uporabnike? Prej sem omenila, da pač smo formirali letos poseben tim, ki pač se ukvarja z razvojem tehnologij, a ne? In za naše stranke absolutno recimo, dajmo reči, v naslednjih 2, 3, 5 letih, a ne, ker za 10 je zelo predolga, pa ne upam napovedati. Že 5 je točno to, je zelo pogumno, ampak vse pravzaprav, kar danes na trgu že obstaja, a ne, ne gre za neke rešitve, ki so pač toliko zelo vesoljske,
ženske. Dobro, videoklic je bil ena lepa, velika, otipljiva sprememba. In še vedno je, a ne, ker še vedno pač v bistvu prek videoklica to, da lahko posel speleš, ni nekaj, kar je običajno na našem trgu. Ampak kaj pa sledi, je pa v bistvu razvoj različnih chatbotov, a ne, ko rečem različno pametnih chatbotov, botov, ki bodo našim strankam, a ne, ki bodo umeščeni v mobilno banko in bodo pač znali našim strankam odgovoriti na najbolj enostavna ali pa vsa tista dnevna vprašanja, za katere mi danes vemo, ne, kaj nas stranke najpogosteje vprašajo. In jim ne bo potrebno pač nas klicati, čakati na liniji, ampak pač jim bo botek znal odgovoriti, a ne, ker bo konverzacijski, a ne, ker ga boš lahko vprašal in ti bo znal svetovati in dati saj najbolj tiste osnovne informacije, a ne v nasprotnem primeru, če pač to ne bo dovolj, bo pa še vedno te lahko usmeril na živega svetovalca po telefonu ali pa na videoklic. To je sigurno ena stvar. Ne? To pomeni, da bo recimo bodoče lahko pričakujemo, da bo vsak klic preusmerjen na chatbota, ali pa je to med tem, ko se čaka na prostega svetovalca, dodatna možnost? Kako to? Vsak klic sigurno ne, ker pač ljudje pokličemo za različne namene. A se bo treba prebijati čez chatbota, ali bo to, bom rekel, opcija? Ali želite, da vam pomagamo pri enostavnem vprašanju, ali počakate na svetovalca? Točno to, ker v bistvu pred chatbot je tako, ne, to je nekaj, kar nas to 90% stvari lahko naredi takole, ampak tistih 10%, zaradi katerih, bom rekel, zahtevnejši uporabniki kličejo, mi gledamo samo, da ga preskočimo. Res je. To tako lepo ste povedali, ne, čisto odvisno, kaj pač je na stvari in kaj je tisto, kar me zanima. Mogoče bo malo nesramen, če zdaj povem, tisti, ki so leni, da sami poiščejo informacije, bodo hitro dobili prek chatbota, kot bi lahko dobili že mogoče na spletni strani ali kaj takega. Ampak marsikateri uporabnik kliče zato, ker ni mogel na običajen način svojega vprašanja rešiti. Za take pa treba takoj svetovalca dati. Tako je in pač, tudi bo vedno direktna linija do svetovalca. Je pa res, da v bistvu da pridemo do točno te situacije, ki jo opisujete, si pa želimo razviti voicebota. Se pravi, če danes pokličemo kontaktni center, se vam pač oglasi nek voice, našega sodelavca in potem vas pač vodi prek IVR-ja, a ne prek neke drevesne strukture in vam ponuja različne opcije tematske in potem na podlagi tega se odločite, pritisnite to, pritisnite tisto in tako naprej. Čeprav načeloma ni težava, če nekdo zaide, pa je namesto 1-3-5 pritisnil 1-3-2, mu bo svetovalec še vedno pomagal. Seveda, da ne. Ampak ideja prihodnosti je, da se vam, ko pokličete na našo številko, oglasi prijazni voicebot, in vas povpraša, kaj je tisto pač, kaj je razlog, ali pa kaj je tisto, kar potrebujete, in ko boste pač, recimo, bom rekla, da ne vem, potrebujem nasvet vezan na stanovanjski kredit, me bo ta voicebot usmeril na točno dotičnega svetovalca, ki pač je specializiran za to tematiko, kar pomeni, da ni več IVR-ja, da ni več poslušanja tiste drevesne strukture, ker zna na podlagi ključnih besed prepoznati, kaj je tisto, kar je želim. Kako vam lahko pomagam? Stranka bo izgovorila, razpoznava govora in to bo namesto teh 4 umestnih številčnih tipk. Točno to. Še vedno pa bo lahko tudi ta voicebot usmeril, ne vem, poslal SMS z dostopom do chatbota ali pa usmeril na chatbot, če bo šlo za, ne vem, zanimajo me, ne vem, osnovne informacije o kliku, mobilni banki ali pa kako si naložim mobilno banko. To je druga raven podpore, bomo rekli. Tako da to so neke ideje, potem tehnologija danes omogoča zaznati sentiment stranke, sentiment bančnika, v živo narediti analizo, kar pomeni, da bojo imeli naši sodelavci priliko prilagajati komunikacijo, sentimentu stranke, so že danes zelo vešči, moram povedati, sploh tisti, ki so par let že v kontaktnem centru, rečemo zdaj 5+, znajo zelo prepoznati po glasu sentiment stranke in se prilagoditi temu, ampak tle pač ne bomo prepuščali naključju,
Potem danes tehnologija zna iz pogovora, se pravi, narediti iz voice tekst, in iz teksta neko analizo, zato da bomo lahko točno vedeli, kaj so tiste najpogostejša vprašanja. Tudi jaz kot uporabnik bi rad videl možnost, da mogoče po koncu pogovora svetovalcem dobim transkript. To bi meni recimo bila zanimiva opcija. Zanimiva ideja. Zanimiva ideja. Kot možnost. Zanimiva ideja. Skratka, nisem želela operirati s tem izrazoslovjem, ker pač naša industrija ima ogromno buzzwordov. Prepis pogovora. Ampak transkripcije so pač absolutno del naše prihodnosti, in potem pač vse, kar poskušali bomo iz tega potegniti najboljša, za nas in za naše stranke, absolutno, ker transkript pomeni tudi bolj prilagojen način svetovanja, bolj prilagojena ponudba. Uporabniki rad imamo, da nismo konfekcijsko obravnavani. Vsaka taka mala stvar lahko naredi veliko razliko. Res je. Predvsem v tem individualnem, personaliziranem pristopu. Tako. In tle imate vi, bom rekel, veliko vlogo, nalogo, odgovornost. Še eno vprašanje proti zaključku greva. Danes vsi govorijo o umetni inteligenci. Velika so pričakovanja, velika so tudi napihovanja, če smo iskreni in tako naprej. Ampak zagotovo veliko orodij umetne inteligence uporabljate tudi vi, tako ste že marsikaj sami omenili. Kje torej poleg tega, kar ste povedali, kje še vidite umetno inteligenco kot možnost, da boste še boljši? Nekaj, kar delamo že, so prediktivni modeli. En takih zanimivejših, meni osebno, je prediktivni model, ki nam bo pomagal napovedati, koliko ljudi, koliko sodelavcev ob katerem času, na katerem kanalu, glede na zgodovinske podatke, in pa na trenutno stanje. Se pravi, nekaj, kar se danes v banki dogaja, oziroma se bo ta teden, in potem ta model vzame v obzir tudi vreme in tudi luno. In te mehke stvari zna vključiti in potem pač napovedati, koliko sodelavcev na katerem kanalu. Recimo, to je ena taka stvar, ki je meni zelo fascinantna, ker seveda, saj tudi mi danes znamo po občutku, smo toliko časa v tem poslu, ampak še vedno je model ima boljše rezultate kot človek, tako da to je ena taka stvar. Druga stvar je, obdela večjo količino podatkov lahko v krajšem času, tisto, kar bi mi morali, tako rutinsko ali kakorkoli obdelovati. To pa zna stroj boljše še vedno. Absolutno. Druga taka stvar je tudi model, ki v bistvu zna iz pisne komunikacije prepoznati tematiko pa sentiment stranke in to je nekaj, kar že imamo in uporabljamo, in na podlagi tega določeno pisni kontakt preposlati točno pravemu našemu ali pa najbolj izurjenemu bančniku, glede na pač zahteve stranke in sentiment njegov v tistem trenutku, ko je to pisal. Tako da to je tudi ena taka stvar, vezana na umetno inteligenco. In pa tretja stvar, ki bi si jo pa blazno želeli, je pa en tak AI assistant. S tem rečem in si predstavljam, ki bi z mano komuniciral čez dan, ko se jaz pač logiram v računalnik zjutraj in me pozdravi. Ali ste že plačali vse svoje položnice? Mislila sem na AI assistant za našega svetovalca. Ko zjutraj pride v službo, se logira in ga pač pozdravi. Se spomnite tiste, je bila to risa, to je bila igrica Hugo, ko je pač potrkal na ekran. No, recimo na en tak način, AI assistant, ki bi naše sodelavce pozdravil in bi jih spremljal čez dan, glede na vse, kar se jim pač dogaja. Bi jih spomnil na priložnosti, ki jih imajo, bi jih spomnil mogoče tudi na neke aktivnosti, ki se v banki dogajajo, bi jim pomagal tudi live na kontaktu, če se mi dva zdaj pogovarjava, pa je asistent zaznal, da ste mi povedali nekaj tasga, pa vam jaz nisem ponudila produkta, ki bi pač bil pravi na vašo situacijo, da mi pač sugerira. No, in tu vidim pa potem mogoče tako malo, ne morem reči temu revolucija, ampak priložnost in en večji korak, ko je govor o prihodnosti, o personalizirani ponudbi, o tem, da v bistvu, da naš svetovalec svoj best, svoj najbolje, kar pač lahko
s pomočjo recimo umetne inteligence in se to odrazi potem tudi na naše stranke. Koliko je tu lastnega znanja, koliko pa prevzemate od drugot? Pri tem razvoju teh vaših orodij pri pomočkov. Razumem, kaj me sprašujete. V bistvu, kaj pa vem, lastnega znanja ne gre toliko za znanje, kot gre za zvedavost, kot gre za to, da smo pripravljeni, da spremljamo trende, da ves čas razmišljamo v timu. Zagotovo imate programersko ekipo v ozadju. Zelo kreativni, absolutno tudi, ampak že sami mi kot tim, sami po sebi, vedno, ne moram reči, da smo korak pred časom, ampak smo, tako kot sem rekla, najbolj prava beseda, da smo, premikamo meje tradicionalnega, tako ne, ker naši sodelavci iz ostalih delov banke, ko pridejo v kontaktni center, z našim vodstvom na čelu radi rečejo, prvo se pa čist drugačna energija, tako ne tipično bančna, tle pa čist drugačni, znotka v prostor stopiš se to čuti. Bančne poslovalnice so včasih malo rigidne. Ja, mislim, ampak zahtevajo tudi v bistvu nek kako naj se izrazim, nek prostor, ki daje našim strankam občutek varnosti, zaupanja, tradicije, in to pač naše poslovalnice imajo. Zdaj, mi smo pač v bistvu na nekem načinu v zadju, in si tudi lahko prvoščimo v bistvu to malo bolj sproščene okolje, v zelo nesproščenem pravzaprav delovniku ali pa v zelo zahtevnem delovniku in 70 do 100 kontaktov na dan obdelati, to je 70 do 100 v bistvu strank različnih, je kar izziv. In zato si moramo popestriti in z okoljem v smislu in izgleda in v bistvu s to ekipo naših coachov, trenerjev, mentorjev, ki zelo skrbijo za ta employee experience, zato da naredimo potem to okolje mehkejše, bolj pretočno, s pozitivno energijo in tako naprej. Ampak, če se vrnem nazaj, ekipa kot taka zelo pripravljena na nove korake, na prihodnost, na vse, kar nam pač prihodnost prenaša, v tem smislu. Se zelo veselimo, smo tudi kreatorji, absolutno. Če nič drugega, ker pač nismo sami programeri, tako da ne moramo nekaj sami naprogramirati, smo pa inovativni vedno, ko pride do procesov, vedno, ko pride do odnosa s strankami, vedno se pogovarjamo, a bi lahko še kako drugače speljali, kaj pa se lahko naučimo od tega, kaj je tisto, kar ne smemo več ponavljati, kaj je tisto, kar pa moramo začeti recimo uvajati. Tako da, taka zelo zahtevna druščina, zahtevna sama do sebe in potem tudi navzven. In na koncu, da se vrnemo kar do naslova najinega pogovora, od kontaktnega centra do virtualne banke. Vi se še vedno navzven predstavljate kot kontaktni center, ampak v resnici ste že virtualna poslovalnica, ste že virtualna banka. Kdaj boste spremenili ime? Kontaktni center se sliši še malo tako, telefon, čakate, ste 18 v čakalni vrsti. Ja, res je. V bistvu ste že napredovali od takrat, ko ste začeli to ime uporabljati. Ja, res je. Jaz rada rečem, da naši banki, kot največji slovenski banki, ki pač v bistvu vsi tako zelo zaupamo, jo poznamo, predstavlja varnost, temelje z vseh možnih aspektov, ne samo v bistvu, ko gledamo čez zdaj bančno industrijo. Včasih fajn, da nekatere stvari pač, da se nekako organsko razvijajo in pokažejo in tako lepo ste povedal, tudi ta se je. Zelo se zavedamo v timu in širše v banki, ko se pogovarjamo s kolegi, da v bistvu kontaktni center že nekaj časa, pa morda zadnje 3 leta, tako, ne predstavlja več tistega tipičnega kontaktnega centra. Tudi Teledomi mesto opustili. Absolutno. In zdaj, da odgovorim, kdaj, a ne bomo spremenili kmalu. Kdaj točno vam ne morem povedati, ampak sigurno v zelo bližnji prihodnosti razmišljamo intenzivno o tem, zato to tudi komuniciramo,
in se tega zelo dobro zavedamo, ker pač to že živimo danes. Na dokumentih, ki jih prejmeš po nekem pravilu na banki, je že, ne vem, nič 10 Trg Republike, ampak ste 999 ali kaj ste že, imate neko prav svojo znako, kot da bi bili poslovalnica. Ja, tako da to je nekako nek naš naslednji korak, pravzaprav tudi 50% vseh kontaktov predstavlja danes videoklic, ker je nad vsemi našimi pričakovanji. Priročen je, hkrati je pa oseben. Ja, tako je. Ja, oseben. Ja, zelo ste lepo to povedal. Tako da ta transformacija je naravna, transformacija v bistvu iz kontaktnega centra v virtualno pač banko in pač customer care del, ki pač ali pa digitalna poslovalnica ali nekaj takega, ne si. Ja, karkoli od tega. Nekega lepega imena se boste že spomnili. Absolutno. Tako. Dobro, upam, da smo na tem, bom rekel, konkretnem primeru, ki je uporabnikom blizu in s katerim se marsikateri uporabnik že sreča, uspeli malo ponazoriti to evolucijo digitalizacije na zelo konkretnem primeru in z zanimanjem čakamo, kaj bo tudi pri vas, kako se bodo te obeti digitalizacije, ki se razvija, odražali. V današnjem podcastu je bila z nami Mirela Miškič, direktorica kontaktnega centra NLB. Hvala, da ste bili danes z nami. Hvala lepa.